sredo je na občini Litija potekala 21. seja občinskega sveta. Točke dnevnega reda so med drugim zajemale tudi predlog letnega programa socialnega varstva in programa športa v občini Litija v letu 2026, letno poročilo ICGEOS, Razvojnega centra srca Slovenije in družbe Cero za lansko leto, največ pozornosti pa so svetniki namenili odloku o proračunu za leto 2026 v drugem branju in poročilu o realizaciji proračuna občine Litija v prvi polovici tega leta. Ja, to je zagotovo tudi logično, kadar se sprejema proračun, da je največ razprave o tem, ker zagotovo vemo, da svetniki prihajajo iz posameznih območij, izpostavijo tisto, ki jih najbolj teži, vendar kljub vsemu moram odkrito povedati, da sem zelo zadovoljen nad soglasno potrditvijo proračuna za prihodnje leto. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo še pred oktobrom sprejet proračun za prihodnje leto in seveda proračun, ki je izjemno razvojno naravnan, se pravi res paleto velikih projektov in zagotovo je dal občinski svet, občinski upravi, meni, za sodelavci eno težko nalogo za realizacijo zastavljenih ciljev. Seveda je pa naša naloga, da poskušamo te projekte izpolniti. Predvsem mislim, da je zelo pomemben začetek gradnje satelitskega urgentnega centra. Ta bo začel, se bo prve lopate zasadile prihodnji mesec. Prav tako tudi obnovo, eno celovito obnovo in pa ureditev športnega parka Praprošče z nogometnimi igrišči in potem v nadaljevanju z ureditvijo atletske steze in ostalih vsebin. Prav tako mislim, da je zelo pomemben, da bodo drugo leto štartali vsi trije kohezijski projekti, se pravi kolesarska brv oziroma čez reko Savo tukaj v mestu Litija, pa seveda dograditev kanalizacije ter širitev vodovoda Litija Šmartno. Štartali bomo tudi na vsa potrebne razpise ministrstev in drugih ustanov za pridobitev še dodatnih virov financiranja in poskušali izvesti in zastaviti zastavljene cilje. Svetniki pa so bili navdušeni nad realizacijo proračuna v prvem polletju tega leta? Ja, mislim, da je bila realizacija v skladu z plani. Delno odstopamo pri realizaciji prihodkov na kapitalskih, se pravi možnih prihodkih, vendar vse projekcije planiranih prihodkov in odhodkov pa grejo v smeri ustrezne, se pravi zagotovitve likvidnosti, financiranja, se pravi do konca leta in potem seveda z novim proračunskim letom naprej.